Naprej je treba opozarjati vsakega strokovnjaka in vsakega prebivalca neke dežele ali pa države o pomembnosti kulturne dediščine in tudi naravne dediščine, kajti to je še toliko bolj pomembno za Slovenijo, kjer je odnos do kulturne dediščine pogostokrat zelo mačehovski. V sedanjih kapitalističnih razmerah seveda narekuje ta odnos tudi večja ali manjša malha kapitala. In na drugi strani je pa naš odnos do kulturne dediščine še zelo pogostokrat romantično naravnan. Spremlja ga velika mera amaterizma ali ljubiteljstva, kot pravimo temu v sodobnosti, in seveda to prežema, bi rekel, ta odnos do take mere, da prihaja včasih do zelo nesprejemljivih rešitev. Kako bi vi karakterizirali naše mesto? Mesto Ptuj z vidika kulturne dediščine seveda to je vprašanje, ki ste mi ga položili v usta, in ki naravnost, bi rekel, izziva v smislu pozitivnega odgovora. Saj vemo, da je Ptuj dokumentirano najstarejše slovensko mesto. Seveda bi si človek na Ptuju želel, da bi bil ta odnos do kulturne dediščine bolj artikuliran. Mislim, da nam ni treba daleč po svetu iti in zgledovati. Že v bližnji, bi rekel, avstrijski soseščini je kar nekaj častitljivih starih mestnih jeder, kjer je ta odnos do dediščine veliko bolj, bi rekel, v detajlu predvsem oblikovan, kot pa recimo tudi na Ptuju. Danes dopoldne sem se sprehodil po ptujskih ulicah, zavil pred nekatero dvorišče ali pa, bi rekel, predprostor hišne in sem bil preprosto šokiran za lepo poslikano fasado, za lepo vzdrževano fasado, za rožami, ki visijo z neke fasade, stopiš na dvorišče, se ti celotna slika podre. To se pravi, spet pademo na detajlu, na podrobnostih, kajti celovit odnos do dediščine pomeni, da vsi detajli dobro delujejo, ne? In seveda odnos do dediščine ni odnos, ki je predpisan, ki ga zahtevaš od ljudi z nekim ukrepom, zakonom, odredbo. Odnos do dediščine je pravilno oblikovan še takrat, ko vsak posameznik, vsaka družina, vsak prebivalec, recimo Ptuja, začuti, da mora ta odnos gojiti, ga razvijati, ne? In predvsem poslušati stroko in stroke, ki se s tem ukvarjajo, ne pa po neki lastni intuiciji, ne? Ker potem začnemo hruške in jabolka skupaj mešati, ne? Tako kot sem videl recimo pred časom ob dnevu turizma v Termah Ptuj, neko dekoracijo z bučami in z nekim našopanim, nagačenim kmetom iz Halosa, ne? In sem nehote rekel, to je tujek v tem prostoru, to je ena zadeva, ki jo poznamo recimo iz sosedne Avstrije, Bavarske in tako naprej. Skratka, vidimo, ne, da ne vemo, kaj pravzaprav kam sodi, ne? Imamo elitni hotel, ki ima tako častitljivo ime, ki je asociira na Rimljane in tako naprej, tam pa tista dekoracija z bučami. In to je en tak primer, recimo, kako je treba na vsakem detajlu pravzaprav graditi in premišljeno. To ne more biti preblisk nekoga, ne? Češ, zdaj bomo pa to naredili. Torej se strinjate, da je treba fragmente povezati v smiselno celoto? Prav gotovo, ne? In pa trdno, bi rekel, vodenje vsega tega, ne? Mislim, da če govorimo, katera dediščina je na Ptuju najbolj izpostavljena kot bi rekel, nosilni motiv, sta to gotovo dva segmenta. Eno je ta arheološka dediščina, drugo, čeprav arheološka dediščina, ta izraz je zelo naredno uporabljan, ker je to dediščina arheološke stroke, ne? Ampak dobro, tisto, kar so arheologi izkopali in tisto, kar še bodo. Na drugi strani je pa to seveda dediščina tega ptujskega karnevala, ki je mlada dediščina, to nima s Korantijo pravzaprav nobene zveze. Dediščina Korantije je na Ptujskem polju, v vaseh Ptujskega polja, ampak karneval, ki praznuje naslednje leto častitljivo 50. obletnico, to je tudi že dediščina, 50 let, prosim vas, to je ena prekrasna doba.